Freud si je veselo otresel cigaro in to se je tako narobe slišal. Zdaj, ko sem rekel. Jaz to nisem. Zakaj si rekel? Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v 183. epizodi podcasta Glave, vašega najljubšega podcasta za legitimno preživljanje prostega časa, v kateri se bova z Anžetom tokrat podala že šestič v Zmajevo hišo druge sezone oziroma petič, ker sem imela prejšnji del dvojno dozo, zdaj Anže ni šel več na počitnice, je rekel, zdaj bom pa jaz tukaj, zdaj končno si poštimo te življenjske prioritete, kaj je pomembno, oddih, družina, sprostitev. Kdo rab to v tem času ponorele potrošnje? Dajmo se prosim to lepo vprašati, kako lahko z enotedenskimi počitnicami stran od civilizacije koristiš temu neusmiljenemu kolesju našega diska Elysium. Ja, zelo pametno. Ja. V bistvu, zakaj bi živel življenje, če lahko zapravljam čas z podcasti? Ne, to se zdaj. Jaz bom takoj povedal, admin, da greva čim prej na vsebino Aparatus. No, jaz imam pa še nekaj povej, admin, kar pa imam pa jaz še nekaj zapovedati. Ok, nekaj ima zapovedati. Aparatus.si, poševnica podpri, pridite, podprite, brez ljudi, ki so to poklikali, tole ne bi več obstajalo. Pridite v Discord, kjer se v resnici kar veliko dogaja, tudi v kanalu Glave, zadnje čase, ker je res in mimi od Zmajev, v bistvu so več ali manj mimi od Zmajev, zdaj bomo iskreni. Ampak Dobri mimi, ja. To je v redu, tako da pridite v Discord. Meni je všeč tudi, moramo dati pa Titu tudi shout out, ker on je pa edin, ki še drži skupino na Facebooku živo. Noben očitno še ni če poslušaš, da si inštaliri Discord, prosim. Ja, ker jaz mislim, da saj že po moje, ne vem, eno leto nisem nič objavil v tisti skupini na Facebooku, tako da se mogoče bi mogel, se ne vem, veš, mogoče če bi bil dober skrbnik si, Anže. Ne, če bi bil dober skrbnik. Savvy social media guy. Veš, kaj je najbolj smešen, ker obstaja tudi tisti page Aparatus, kamor mislim, da Dvokorak in Stare in Aleš še kar objavljajo, tako da ti zdaj izgleda, da je sam še to na Aparatusu. Mislim, da sem mogoče bom mogoče za tele glave bom objavil posod, ajde, da vidimo, če se pozabimo, pa na trece tudi prosim, na trece, dej. Do konca epizode bom pozabil, da sem to rekel, ampak bomo videli, mogoče kaj hočeš povedati? Ne bom pa, ti kar povej ta Discord. To smo povedali? To je to, pa dajte kakšno ceno v Apple Podcast in to je to. Aparatus.si poševnica podpri. To sem že rekel. Si? Ja, pred Discordom. Bolj, da dvakrat povemo. Okay, ja, že pred Discordom. Evo, dobro, ampak smo rekli, že to te poslušam. To te poslušam. No, mislim, poslušate pa tudi v drugih podcastih in jaz sem občutek, ne vem, da se je bila možnost, da bi se več zvarila še ena reperska vojna. Ja, okay. Zaradi podcastov, ki je Godler zadnjič v opazovalnici razlagal, da on ne verjame freestylerjem, da freestyle reperi res repajo iz glave. Oziroma, kot on reče, oni se pripravljajo. Ja, oni se pripravljajo, ja. Pripravljamo se tako, kot se on pripravlja, ki je rekel, ki pozna, pa ve, kako malo poimprovizirati, jasno, ampak ne, dejansko so stvari, če bi hodil na kakšne te betle, v svoji mladosti, kot opazovalec bi videl, da tam dejansko smo tako delali. Okay, zdaj imaš te betle, zdaj trenutno je ta liga, ki jo imajo, ki imaš dejansko prednapisane betle, ki grejo na suho, ki je pravzaprav res samo battle rap, se pravi, disajo. Liga je, kje je liga? Kaj liga, tako imajo, ni ligaško, ampak na več lokacijah, mislim, da je rap skills, da se reče. V Sloveniji so betle. Ja, imajo, res? Liga, združenje, tako, ker nimajo lestvice, ampak se dobijo po raznih lokacijah in se pol med sabo, ampak to so predpripravljeni betli. Recimo tisto, kar je bilo pa freestyle, pa dejansko, mi smo to delali, mi smo
Si dobil vrečo, si vlekel predmete ven in si repal. Glede na to, kaj si dobil si osebo, kot kera oseba moraš repati. Recimo se pri meni je bilo to tudi, pač, ko sem freestyle, je bilo zato, pač, da sem imel to zaslombo iz impra dosti močno. Se pravi, da si in znal nek lik pasti, nekaj bilo do tega, da ne vem. Potegnil si ven je bilo Kuli, HBO Kuli, kako Ja, to je HBO Kuli, Tomo, da je zdaj to pri sebi malo pomuli. Kaj tebe žuli? To, Mila moja Julie. Kašna starčka. No, v glavnem, recimo tudi en tak znanje, recimo eno trivijo damo, SGeta, Easy G, njegov komad na 5 Minutes of Fame, Ego Trip, ki prav, ki ima koga ali kaj razložim jim akuzative, ki je bil Supernatural pri nas, pa zdaj ne, a so bili z Farside, s kom je prišel. Jaz ne vem, kdo je Supernatural. Nihče ne ve, Supernatural je pa legenda pač te freestyle scene in on je isto tako naredil, pač kao, dajte mi predmete, pa dajte mi besede, na katere bom repal, pa rimal in mu je pač SGeta, anglist kot je, zdaj že doktor anglistike, a pač prijavil accusative, kaj je, that shit, that's made up word, pa tako ne, bro, pač, that's accusative, the fourth case, v glavnem, je to, v glavnem, ampak zdaj tako, ker je Godler vzel te stvari v usta, sem govoril, a bi si prvoščal en battle, ampak zdaj, ko 3 razlogi govorijo proti temu. Prvič, nič se ne rima na Godler. Godler. Ne more, pač on si zanalaš ta ime, to je ime za človeka za instrumentalno klasično glasbo. Ja, to je mogoče reči. To je pač, Druga stvar, pač človeka imam iskreno rad. Ok. Yeah, jaz ga nimam, rečemo, jaz ga nimam. To vem, zato sem jaz hotel to poudariti. Okay, in zdaj tretja, pač ne moreš zameriti, če človek nečesa ne pozna, ker stvar spremlja samo površinsko. To je pa res. Ne moreš res, mislim, ker če bi bila nevednost kazniva, že bi bil ti zdaj že par let na dobu doživljenjsko. Okay, mogoče bi te dal ne na dob, ampak v Koper. Jaz bom kar vsem, ki ste poslušali, če veš, kaj mislim zdaj. Jaz, ko sem nehal snemati, sem si rekel, mogoče sem pa jaz že slišal za Albo. Recimo, ampak po prvič povem, nova beseda za me je bila to, ko smo snemali. Najbrž sem že slišal za Albo, ampak veš, kaj moram reči, da imam zelo v življenju presenetljivo malo stika z debatam o narodnih nošah. Tako bom rekel. Bolj moraš v Kamnik zahajati. Ne vem, kakšen življenje živim, ampak pač zelo malo nekako pride, tudi tako v nekih casual pogovorih, hej, Albe. Pulsa predolga, greva na zmaje. Nisi bral, mislim, da je bilo tudi v Igri prestolov neparkrat kot za ta headgear pa to nekaj. Verjamem, se zato pravim, da sem jaz to že nekako slišal, ampak nikakor nisem poznal te besede. In jo... Ti si FDV-jec, ti si bolj havbica, a ne? Ne un FDV. Mojca. Pejva naprej. Še en battle. Ali bo danes je odgovoril na te žalitve? Zdaj že vem, tole, ko vam prišlo Mojca message poslala, tako da ja. V redu je. Čeprav tako, z njeno izobrazbo jaz bi se jo kar bal. V glavnem peva naprej, zdaj pa dost. Zdaj pa vsi, kdo je ta Mojca? Mojca ve, kdo je Mojca, tako da ni batke. Najdražja oseba na svetu. Tako. Začetek. Ja, Jezus, ne? Wow. Škoda je fora? Zdaj mi moraš par stvari razložiti. Kje hočeš biti? Sam to mi povej, ker sem eno vprašanje zate. Lahko daš vprašanje. Lannister pride z vojsko do te trdnjave in pride un model ven, ki jaz ne vem, kdo je. Jaz ne vem, kdo je ta človek, ki vam pride. Humphrey Lefford. Tako. Zakaj je on... Vem, ker sem prebral na Wikipediji. Okay, ampak zakaj on gleda une leve? Zakaj on... Ja, ker jaz ne zakaj misliš, da je gledaš? Kakšen flex je to? Sorry, to je to, ti greš v bitko. Ja. Ti greš v bitko. Kako je sploh možno, da ti lahko uporabiš leve? Ne moreš. Ne moreš, ne. Ampak on, kaj Lannister, kaj ima šuške, to je to.
To je to, to je flex, to je ta mega flex. Okay, pa drugo vprašanje, zakaj on se pride, jaz imam toliko in toliko mož, lahko gremo z vami v boj. Pa bomo reči, ne, bomo mi počakali, zdaj gremo pa mi v tvojo trdnavo, okay. Zakaj je on zdaj annoyed, ker sam ve, da zdaj bo, pač, da bo kažin, ker jih toliko not pride, to je to več ali manj. Toliko not je pa, ko ljudje prenočujejo v teh trdnjavah. To ni Airbnb, kjer bi šli sami v štacuno, ampak mora gostitelj priskrbeti hrano. In zdaj si predstavljam, 1000 pteh, 1500 in še 3 levi. Vsaka stvar je pač manj hrane za njegove. Kje imajo oni? Kje so oni zrihtali to? A pa to pa lahko razumemo kot tudi malo napuha od Lannisterjev, ne sam flex, v smislu, že tako je. Mal. Veš, da nisem tega tako dojel, jaz sem tako, zakaj te leve kažeš, to Lannister levi, to sem poštekal. Ampak sem bil zelo tako, weird mi je bilo, ki je un model, tako gledal, ampak jaz zdaj razumem, v bistvu oni gledajo, kaj da fakt imaš te leve, prijatelj. Tako je bilo, okay. Pa tako, veš, pač lej, smo, a veš, na isti strani, ki on ga pa tako zviška gleda dol, Okay. Zdaj sem razumel, malo mi je bilo weird, ampak štekam. Pa, to mora tako reči, Lannister reče, naj pride kralj, ne kralj, zdaj VD kralja. Princ Regent, ne? Tako, VD kralja naj pride na Veigarju pomagati, to, in je ogorčen, mene pa ne boste kar klicali, ne. In se mi zdi, že ta lok se mi zdi super, ker je tako aroganten. Že prej je bil aroganten, ampak prej ni bil VD, ne. Zdaj, čim je VD rato, bam. To je to. To je razna izvršilna oblast, to je konc. Olin, takoj. Tako da ta del mi je, pol je pa ta mali svet, ne, to je pa, mislim, velika vreča radosti. Ja, ne, veš, kaj je noro, no? Mislim, zanimivo je, ker tako pač Kristana stran pošle in pol sem jaz tako, valjda, ne, on ni moj hand, ne, njegov hand, ne, od VD-ja, on je pač od dejanskega direktorja hand, ki pač leži, pa se pol pogovarja. Poke je pa mc-cancelu, ne. Jaz sem bil pa že tako, pa kaj boste tem ženskam še naredili? Tako, veš, koliko poante rabimo, razumem, ženske so, zelo moški svet je, ne pustijo vladati, ampak zdaj že tako prav reče, you can presume domestic pursuits. Nekaj tasga reče, ki tako, pejt v kuhno, to je dobesedno pejt v kuhno. Dobesedno to, ampak obenem je pa tudi pač, ko ona izmeri bila tista, ki ga je nazaj vlekla, ki je bila proti nasilju, on bi šel, pač mi smo zdaj tukaj, zdaj končno imam možnost, da gremo in pač je vse te strani, sicer je tudi zanimivo, kako Koula nekako še tolerira, do trenutka, ko reče, mogoče ne bi bilo, in on sam, ne, ti bo šel pa kar tja. Tako prav zelo lepo te čistke so take, zelo Stalin variantica. Ne, pa tako zelo zanimivo je, ker ta vzorc se res non-stop ponavlja, pa to se še vedno ponavlja, sploh ni treba se iti srednjega veka, ampak zelo zanimivo, poje pa še ta z Wikifit, človekom debata, tukaj še to omenva, ki se mi je zdela pa res... ker zdaj se tako nadaljuje. Ker se nadaljuje, ampak res dober, ker je zelo tako premeten setup, je tudi kar se tiče obrti filma, nikoli si nisem mislil, pa poklop, kamu krastača mu reči, ali kamu že reče, krastača. Krota. Valjda ne boš ti, mi je pa zelo zanimiv, da da je Oto spet v igri. To se mi zdi pa noro. Mislim, to se mi zdi pa, se pravi, imamo novega, saj VD kralja, ki je na drugačen način neočakan, kar mu tudi mama reče, ampak mogoče pa vidi kakšno stvar, ki je pa brat res neumno delo. Se mi zdi, ta zgleda manj neumna verzija. Vseeno, vsem napakam na vkljub v resnici. To je, da dedek ima pač familijo. On ve pač, da dejansko, če je ena stvar, da ne mu lahko zaupa. Da tudi, če se boste, da če se boste kje kdaj zapletla, bo še zmer to bo delo v dobrobit familije, kar za druge pač ne more trditi. Mislim, dobro, se tudi dela v dobrobit familije. Če gledamo Emonda, ki pride pol do Egona, ali mislim, da lahko cel ta log zdaj, tako obdelava je.
je noro, ko pride do njega in ko vzbudiš se. Njegovo okrevanje bo dolgo in počasno. Več nafilite ga lepo z protibolečinskim, dajte mu intravenozno noter lepo in pa še neke opijate. Še uno kuglo mu da gor direkt na rano, no? Tiste tudi, kar repsko v resnici. Mislim, no, v bistvu zelo, tako kot sem videl tudi na netu, par komentarjev, je zelo zanimivo, da v bistvu Kraljevi pristanek ima veliko več trenutno, vsaj v tej sezoni, se veliko več tam dogaja. Tako, ampak se mi zdi, da je tudi to malo za nalož, se pa prideva še do ta črnih, ampak vse je tako zelo, kle je sam melodrama, trenutno je res kle, ker teh je tudi več in kle se je več za pogovarjati. Tam je pač Rhaenyra in tako je življenje. Tukaj se pa še oni bockajo. No. Mislim, kar se mi zdi dosti super, ker je tudi pač že spet ta igra prestolov, ker oni, kogarkoli obrneš, to je prestol. Kraljevi pristanek je tam, kjer se dogaja. In unka tam sedi, tam vse znotraj razpada, ne samo od zunaj. Ker se mi zdi, da Rhaenyra, kakor ima te težave, so zelo tako light verzija vsega tega. Ampak mislim, tudi grozne scene, tam kaj ga mučno, pa pa omedva še Vicky Fit, ki pride do kralja. To debata tlepa zanimivo zdaj, se pravi, on pogrunta, najemam, da ne moram več vplivati. Alicent itak tudi, če vplivam, ona nima več vpliva, da bi karkoli spremenila, Egona imam še. In zdaj pa vprašanje, ta zgodba, mislim, to, ko on razlaga, ko vidiš, da dejansko je tudi iskreno, sicer to o tem nekaj razlaga, o pokvečenosti, o tem, kako se je rodil, kako bojo naprej na njega gledali drugačne in kako igralci od Egona, kako z tistimi minimalnimi gibi, ki jih je sposoben, pod tem two-face make-upom, koliko enih stvari dobimo ven. Kako sta oba. In tudi on je zdaj, tudi Vicky Fit je zelo zasjel v tem prizoru. Me pa mentle vprašanje, zdaj, koliko je ta njegova pripoved iskrena, koliko je pa sam za to, da bo lahko pa manipuliral z njim. Mislim, jaz bi rekel, da je tako 50-50, ampak je vsaka polovica zelo težka. Zelo prav pride, pa kle res lahko to proda, ker je to dal čez. Tako sploh ne bi šel na tak cinizem, da on zdaj to čisi izrablja, ampak kle, tako bi rekel, zelo paše eno na drugo in pa to izkorista. Pa vidimo, da res tako proda zelo in te bojo drugače in potem pa tako prazno gleda. Pač polno, veš, pa jaz sem edin, ki te boš tekel, jaz sem edin, ki bo tebi videl človeka. Ampak je super, to je tisto, kar je bilo tudi pri Igri prestolov, sploh kar se je Krljevega pristanka dogajalo. Ker se, tako, če si predstavljaš to moč, ki jo ima okoli kralja, tako kot en skledo vode, ki se pol sam preliva. Voda je vedno isto. Sam preliva se. Vicky Fit je zelo tako, jaz bom hand, ne bom hand, grem do brata, ni panike. In zdaj brat v resnici kao tone, zdaj ga bo Vicky Fit začel nazaj gor, dvigovati. Ful dober. Ta del, to je bil tako mogoče meni najljubši lok v tej epizodi, mi je bilo vse to, tako super. No. Pa še ena stvar je, povej. Kar reče, so rekli, da so me uročili v materinem trebuhu. Kdo v Harem dvoru obvlada te stvari? Una modelka veliko stvari dela. Una je zelo podjeta, ne SP ima, čarovništvo SP je zelo. Sodeč po tem delu ima tudi blazine SP. Ne, pa dejansko ona je davčni zavezanc, veš, ona ni. To ni popoldanc za 3 račune na let. To je direkt, to je vse. Ampak je pa normiranka, imam pa film, da je normiranka. Toliko se znajde, najvrš toliko se znajde. Pa, tako veš,
na meji DO-ja je v resnici. Ja. Ni še DO. Zdaj samo vprašanje, za te svoje uroke, zdaj, če rab ful redke stvari, ki stanejo, pa se mogoče bolj splačati na navade. To je res. Da še lahko račune stroški, če pa pač zdaj to bolj mentalno, pa kako v roke delati, pa bolj normirano, ker nimaš nekih odhodnih stroškov pač za prekazati. Ampak je Martin rekel, mene zanima, kdo pobira davke, pa kaj kralj, nekaj Aragorn. Evo, to je ta debata. Zakaj nam ne povejo točno njihovega stanja? Jaz sem zdaj pogledal na busy.si, na Alice Rek. Ne, je pa, kaj je zavedeno? Greva že kaj Harandvor ali ne? Ne, gremo, jaz bi z Majem mogoče res ta plan, ki se sfiži, no, ker to mora... Aha, pa ne, jaz bi pa gledeva kar njega. Kar njega, no, okej. Ko bo pa lok te daži, ker sanje, itak. Ja. Spet sanje, ne, ampak. Ja, jaz sem presenečen. Yes, goes back. Ja. Točno back to, jaz sem zelo vesel. Viziti. Pa je kar malo noro, ko ga vidiš, ne? On je bil res dober. On je prva sezona, to si skoraj upam reči. Res, zdaj, koliko ga za nazaj gledam. Čeprav, moram reči, da tudi tuna mlajša verzija Rhaenyre, ta igralka, ki vedno poznam, ko je ime. V življenju sem spomnil. Ona, mislim, da je tudi, ki je bila tam, ki je bila pri Damonu v sanjah, ne, si tako, kadem, se res, ja, ne, mi smo res gledali fajn prvo sezono. Ampak ja, Mili Alcock. Tako, hvala. Zdaj kaj, ki jo pol hočem reči, una iz Stranger Things. Una je tudi Mili neki, a ni? Viš, to me zmede. Neki Eleven. Ja, Eleven, tako, viš, to me pa zmede. No, glavno, hočem samo reči, tako, res je, ful dobro, da je nazaj. Pa všeč mi je, ker v bistvu kle res kopljemo po podzavesti od Damona, ne? Več kot... kar je bilo v prejšnjem delu ali predprejšnjem še bolj nakazano, zelo freudovsko. Ampak... Jaz sem bil toliko vesel, da tokrat ni občeval s predmetom svojih vizij. To se bil sam, ko je bilo, prosim ne, lahko bratski objem, bratski poljub, ne. To je bilo drugače jesko. To je šli to kolin. To je bilo kar hudo drugače. To je bilo res dobro, v bistvu. Krvašo. Twilight. Tako je. Čak dober. Čisto hudo. Ok, v redu. Ne, pa tako, všeč mi je tudi ta preigravanje, ki ga zdaj spremljaš pri ta črnih, v bistvu, a ne, ker tudi Rhaenyra ima en pogovor o Damonu, zdaj že večkrat, ampak je tako zelo, kva on hoče, komu kaj zamera, ne, in pa v teh sanjah res vidiš, kako globoko vse skupaj zareže vanga, ko ni bil izbran. Ne. In meni je zelo, tako kar malo mi je škoda, zato mi je recimo Rhaenys zelo škoda, ker Rhaenys je pa ta dobra verzija tega. Ona pa ni bila zbrana, dejansko šla mornarjem, ne, a veš, tam postavila familijo, prav delala in v bistvu do svojega konca nekako ni hotla vojne, hotla mera. Ne? In pol vidiš, da koliko je bil v bistvu Viserys, kralj, ne? Rhaenys je tist, kar bi se mogel zgoditi, če je bilo kaj pravice. Ne? Bi v bistvu bilo... Jaz pa edin, ne vem, koliko si upamo to reči, kako je bil ta, ne vem, fotor njihov, ta, ki je 80 let je bil Jaehaerys. A veš, zakaj on resmo ni Rhaenys dal, ne? A je to tudi posledic tega, ker je veril, da mogoče ne bi sploh preživela prestola v resnici, ne? A ne, tudi, a veš, tako toliko zaslombe bi jaz dal, ker ta naslednja generacija z Viserysom, on je pa rekel, ne, lej, že moja sestra v bistvu je tako zvisela, ne? Je rekel, ne, zdaj bomo pa mi to malo premaknila, ne? Tako na ta način, tako da ne vem, ampak spet imamo ta klasični, pravzaprav politični, ne, pač se pravi, da funkcija je za tist, pač funkcija je breme. Funkcija je nekaj, pač, kar te doleti, ne nekaj, kar si želiš. Pač, kdor hoče imeti funkcijo, ni primeren za upravljanje funkcije. Ja. Podavati, ne. To je, a veš, kje se to najbolj vidi, kje to pač, vi še niste imeli zdaj teh sestankov za šolo, ne, počas bojo se začel te, ne, sestanki. Tole bo dober, povej. Ja, ne, pač roditeljski sestanek. Ne. A veš, kako je? In pa reče, zdaj moramo pa poiskati plana za svet šole, predstavnika za svet šole. Ne.
če kdo dvigne roko iz prve in reče, jaz bi bil to, sam run for your life. Sam, tako so rekli Iron Maiden, run for your life, run to the hills, oziroma pač, da smo da po slovensko, teci proti goram, teci za svoje življenje. Ne, a veš, to je isto, to je tle, pač kdo bi bil, ne, ti, ne. Sam tam ne moreš reči, noben to noče, unka pa hoče, ponavadi je sam eden, ne. In ja, se strinjam. Vsi smo veseli, ker drugače v našem sitku sem, tisto, kako sem šel vprašala, se kdo javi. Ne bi. Ne. Tako da, najhoj sem kar, mislim, prav tako, kdo bi bil, pa tako vsi gledajo, itak pa začnejo gledati enega, pa kdo bi bil, pa tako ne. Jaz bi res bil, ampak letos nimam cajta. Ta je dober. Letos en. To je dobra taktika. Ankolni pol. To je tako, kot herpes, tega se ne losaš. Ker te v prvo dož, pol je itak že, veš, Moja taktika je, da ne bom šel na ta sestanek. Zato, ker jaz imam 2 metra. Jaz imam 2 metra, jaz se ne morem skriti. Se ti lahko deluješ grozeče, ti pogledaš nazaj, pa zdaj s pogledom vedeti, ne bom. Ne bom. Lahko. A to je tvoja taktika, priznaj, to je tvoja taktika. Moja taktika je biti tiho kot miška, pa se dela, da ne vem, kaj se dogaja okoli mene. Zanj se mi je naredil. Lahko ti posodim nečakinjo za ta sestank? Boš na zdravo, zanj so bili piknik družinski in je pol tako, veš kao, a daš 5 za dio, a ne? Pač pa je bila par metrov stan, pa se ni dal me tako pogledala. Ne rabaš. Ta ne rabiš, to je v redu. Ne rabiš, ti sad tako, ne rabiš. No, glavno, koliko bi se tlele dal rešiti? V svoji hiši, ne rabiš. Ne rabiš, ja, to je dosti res, ja. Pa še to, zdaj, ki se časva, to z Viserisom je res zelo ta bratska, zakaj, kako, kaj, tudi že spet. Pa vidi se, da vse je, ne, pač iskreno ga je imel rad. Tukaj pa ni nobene preračunljivosti, tako kot je v tej poročni zvezi, a ne z Reniro, tam pač je. In jaz sem videl tudi eno to pač, da si želi, kako se pozna pravzaprav, kako je tukaj pokazano, pač, da je to tudi tisto, pač, kar bi moral storiti, ko je njegova prva žena, pa Zmaja, ne, umrla, da bi tudi mogel zraven biti, ne pa da je po svojejo malo odvandral, pa ne se ona s tem ubada. Ja, mislim, kle moraš sploh v zakup vzeti, ker to iz njegove pač podzavesti prihaja. Ne? To je njegove sanje, to ni Viserys. Ne? To je, veš, kako on vse skupaj vidi, ampak pa vidiš, da gre v obe smeri. Tako res, mislim, ful dobra fora, pa še to mi je všeč, pol ta mal metafora, ki ne more ven. Ne? Odprite, a ne iz te res, kjer je. A ta mem si videl, ker je on na eni strani, na drugi strani pa Hodor. Ne, nisem dobra fora. Jaz sem tukaj, ko čakaš, kaj bo, veš, kaj se bo odprl, kaj bo. Hvala Bogu, da se ni pred njegovimi očmi, da ni začel Viserys razpadati. To sem tudi srečen, ker bi tudi lahko tjašli, da pač, a veš, da on ne more ven in gleda in brat ne, je tak, se ga spomnimo. Pa v bistvu je zelo zanimivo, zato ker Viserys je bil tle še v letih, ko lahko še kandidira za ameriškega predsednika. Tako, ja. Ne, ampak to hoče reči, da dajmo veš, klepol pokažejo ta zrno dobrega, normalnega. Tako, mislim, tudi to je slaba beseda. No, ampak, veš, to... Ne, ker se mi on res tako naven, sploh zdaj, ker se z Rhaenyrro bockata, res izpade zelo preračunljiv, zelo hladen, samo to ga zanima. Tudi kako v Harem dvoru vse skrb deluje. Ampak pa imaš ti neke mini momente, kot z delavci dela, Zdaj z Viserysom, tudi prej, ki imamo, ki je ni poznal, ne glede na Freuda, nekako vse en. Dobivaš neke take prebliske, tudi neke človečnosti v njemu, ki mogoče na ven. Sploh do zdaj ni bila sploh na ogled, z izjemo tega, da je vmes imel en zakon, ki je očitno bil relativno ok. Tako da, mislim, mu da kar veliko globine. Pa sploh sem zdaj vsakič, ko njega kaže, tu razmišljam to, kar si ti rekel, kar si rekel, da v knjigi načeloma tega ni, da kle so pa mogli, ker je Matt Smith, se malo ubadati s tem.
ampak se mi zdi zelo dober zapeljan tudi kot ta moment Meanwhile Back at the Ranch, da ne gledaš samo unih dvojih, da je še neka tretja lokacija, kjer se kar konkretne stvari dogajajo. In potem, tudi, ko začne Strongu moriti življenje, ampak to je Strongu mori, on mu mori, ali so, vse verjamem, vse je kul, vse bestiča, dej. Pa, ko gre pol do Eli, pa uni, ko ga tudi uni spet vzad, ker so tako za 5 sekund, so uni 3, in to je genialno. Ja, res dobro, res dobro. Debeli Andy Samberg, pa še druga 2. Ampak tako, ko gre ven, ko vidiš Karaxes, zmaja, ko tako pogleda, končen gremo na izlet. In okay. Tako ubijamo upanje. Ja, ampak fora je, da ta Alice je ona, da nam... Ona je zelo tako, zanimiv je, ker je, tako po eni strani je kar malo neverjetno, tako kot si rekel, kako je on porajta, pa to... Ampak po drugi strani pa vidiš, koliko je prefinjena modelka uletava v pravih momentih. Ja. Zelo tako se plasira. Pa to, všeč mi je ta dialog, ki mu reče: a ti zdaj prosiš za pomoč? Pa ne, za nasvet, prijatelj. Za nasvet. Kao, da še zmeraj imaš nek feeling, da on misli, da on vse. Da mu on vse. Ne, to mu on reče, to mu Simon reče, pa rabite pomoč, pa rabim nasvet. Pa prnej reče, rabim pomoč, naj pa že. Tako je, tako je. Okay. No, ampak hoče, zelo je. Uno, kar reče, veš, kaj so te vršatki, pa neki to so larifari, pa duhovi, neki me zastrupla. Dobar, ker si to rekel, pa to mi tudi zdaj drugač gledam, ker si ti rekel, kako magiji več dajo, kle teže v resnici, ne? In hkrati, čakaj, imamo kleše kaj polče gre, zato ker imam pol poanto zmaja. Ja, to imamo, ko una reče, a ne, pač počakajte tukaj, jaz grem pač čez 3 dni, grem tja, čez 3 dni, ne pove, da gre tja, sem reče, čez 3 dni se bodo vetrovi obrnili, ne, tako, a veš, kjer urok, pa na konc, ka imaš uno, ne, ka zve, ta zaključek te zgodbe, ne prav, un je umrl, ne, probal so ga rešvat, pa ni, še Alice je šla pomagat, pa, a ne, ni mogla nič storiti, pa sem tako, okay. Ni neka magija, una je šla tja povškar na glavo. Pomagati. Tako. Mislim, jaz edina stvar, ki jo malo zameram te epizode, naprej prijel do zmaja, sem to zdaj rečem, ker ti se zelo zanimivo, v bistvu, kar se tam na mrnarjih dogaja. Ne? Ampak edina stvar, ki jo malo zameram, je v bistvu sam nek tak čuden pacing je bil, saj men. Nek tak, zato, ker so bile prejšnje 2 tak rock'n'roll, pa se mi tako malo se mi je prepočasna zdela, kakšna reč, ampak zgodbovno pa ne. V bistvu tako, prvič se je zgodil, se mi zdi, da je obrt delanja serije mal zašepala, medtem ko ta meso, ki je pa v scenariju, je pa dosto redo, ne dosto redo, super v bistvu. No. Ja, ful premakne, dejansko, kar nekaj teh koščkov naprej po mizi, dejansko je ful enega razvoja tukaj noter. No, zdaj pa Stefan Darklin. Kaj je dober? Ti imaš targarjanske prednike. Kaj je dober? Ker je tvoja babica, ki se je to začelo, si bo tako, vemo, v redu je. To ne bo ratal. S tem, da mislim, da ta je izmišljen, da ta, ne vem, sicer če je zares bila. Ampak... Kako je, kakšna je povezava, no, ampak je tudi v knjigi tako, da je, čeprav tega res on, tle se mi zdi, da pač se tako ful pokaže, ka ona res verjame vana, čeprav mu reče, ni nujno lahko, da je, ampak ne, on je zdaj pač, moja kraljica verjame. Pa fajn se mu zdi, da bo na zmaju, ne. A veš, mislim, kakorkoli obrneš, to je tudi del tega, ne. In je res je dober pojka, grejo tam do zmaja. Pa v 4 te velej parking modeli. Tako, Boj. Flex je v ne mini nožke. Zakaj imaš ti mini nožke? Zmaje. Palca, imaš šibo in pipac. To je Peter Klepec oprema. Ampak pipac vemo, zakaj oprema. Polja. Kaj? Pred koncem si ti brano, točno to. Tako, na fronto z Viktor Knox, Švicarjem, in to je to. Ampak
Ja, prepeljali so nož v pretep zmaji. Ja, tako je. Ne, pa fulje, res je dober, show no fear, pa oni obej, pa on ga tako vice, da ga nekako povoha, oziroma preverga, tako kot mačka, pa pes, ne, načeloma. Ja. Vsi te kadri so, ki morajo biti. To je zelo klasično narejen. Njega v zadnji iz hrbta, pa vidiš samo tale sedlo, a ne. Pa zmaj reče, ni panike, pa še tam, ko on gre, pa že tako malo se dvigne. I made it, čist vesel. Ja. Kako je hodil? Ja. Kako je hodil? Zdaj, jaz bom tukaj en spoiler dal. To je vse tako, kot sem povedala. Letošnjo redno sezono glav zaključujeva z ameriškim ninjo. Ja. In ko bo čez teden dni zunaj, pa še malo več. Ampak v glavnem, jaz sem sinoč gledal ta film. In način, kako tlele Stefan Darkling hod, je zelo podoben tistemu, kako se Black Star ninja, bad guy iz ameriške ninja premika. Ima tudi neko čudno hod. Tako, ne veš, mogoče je edina zahodnjanska ninja bil on. Pižamc ni na ključi, bi jaz rekel. Ja. Ni na ključi. Ne, je pa res, da tako... Anže, rabiš malo alufolije, ker vidim, da imaš kapo malo strgan. Ne, kaj sem hotel reči? CGI je dober. Ja. V temi vidijo se stvari, zmaj je prepričljiv, ogenj je prepričljiv. Tako, se mi zdi, da to vse en moramo omenjati, ker vemo, koliko slabo je lahko. In tle res ni šlohno. V bistvu je zelo impresivno, koliko in nekih osebnosti in detajlov dajo tem zmajam, ki so zelo prepričljivi, da lahko kar malo pozabiš, da je računalnik. No. Kar se mi zdi kar uspešno. Ker tudi ogenj sem dejansko zdaj naučil delati. Ja. Ogenj v teh CGI-jih je ponovadi bil zmeri panika, zmeri je bilo tako, pa zdaj ne vem, koliko so tukaj res imeli nekih kaskaderjev, ki so bili v nekih zubljih, pa koliko je bilo naknadno dodano, ampak prepričljivo, to ni tako, kot včasih, ko se je prav videla, veš, to ni video spoti, ki je puna eksplozija in pol je nekdo stopil skozi ogenj, lejte mene, koliko sem hud, wow. In ja, pol itak zabruha, pa itak vsi brez čupe, vsi so... Ja, pa usmojeni že tako. Prhaja. Ja. In ja, pol pa bruhne zelo in je... Pa tako vice, da mu je tako, koga ste mi pa hoteli dati in gre. Prav vice, tudi je to poanta, jaz grem, čau. In pač, ko gre ven... Mački, v bistvu. To je. Ja, ok, to je dosta redo. No in pogre zmaj ven, leti in že spet, to je pa ful dobro, ker je bilo kaj ne 4 dele nazaj, je bil ta brat, ne, ker ne vem kako ime. Tako je pobira školke pa to. Tako, da ga že spet leti gor, ampak pol je več kot očitno, in ker ga isto povoha, kaj je unga povohal, ne, v jami, in vidiš, da klepa neki bo, in pol ta... Ja, dreadlock se ima. Ja, veš, tako kot prejšen. Veš, tako, vse bi bil cool, ampak frizura pa sorry, to pa moji stilisti pravijo, da na mene pašejo dreadlocks, druga frizura ne. In zdaj sem malo preskočila, no, ampak vseeno, deva to do konca, ki je pol ta moment, he has a rider, pa kdo pa, in se ne vem, tako se epizode končajo, in je v bistvu dober, ker vidiš, da v bistvu kle se pa obrne, moš tudi vedeti, da je ful mal delo do konca, ne. Še dva. Veš, ni več velik in pa vidiš, kle se bo pa zdaj tudi ta črne končno neki na gor obrne. Tako da to moram reči, da je zelo zanimivo spremljati. Pol pa ta scena, sorry, povej. Ne, hotel sem reči, sem tu pač, verjetno hotel tudi ti napeljati na to, se pravi na te dva odlupine, tega Adama pa brata njegovega, ki jih tako, ja. Velarjon roka, ki pride, in je tudi tako, on ve, fotor, ampak a me za to hoče, ali kaj, ali pa tam, zelo spet zanimiva dinamika. Ker si glavo brije, ti so bili blond lasje, te beli, no, whatever. Ja, srebrni. Ja, zato, ker brat ima črne lase, ima drede, ampak ima črne lase, uno pa dejansko srebrne, sam se brije, zato da ne bom ben tega videl,
Tok se skriva, ampak kle gre več kot očitno to, da bosta priznana na eni točki. No. Saj ta velik. Ta mal je pa zdaj tak zmaja dobo, tako da, ne. Ja, nad slavega. Vse ostane tam v familiji. Ne, familiji, ja. Čist. Ja. V redu. Moramo še omeniti ta hibridno vojskovanje Rhaenyre, ne? Kako se temu reče. To je. Pač res, ko prvo vedel sem, ko sem zvučila gledala, pa je en čovn, ki pride z robo, ne, z hrano, ne. Pa je rekel, zdaj je en čovn poslala. Tako sem rekel, ne. Zdaj počakaj, ko bo ta posnetek, ki bo iza hrbta modela pokazal, pa bo več čovnov. In čez 7 sekund se točno to zgodi, ne. Pa všeč mi je, ker že... Kaj je bil ta problem, ne? Ko v enem čovnu ni bilo hrane. Ampak bil gendri not. Ki ga je po nesrečna flava. Ne, ampak škaj mi je, cool mi je pol tudi ta, ko ljudje zvejo za to hrano, grejo in potem tudi ta, ne, ki bo najbrž na eni točki na zmaju, mislimo, ta kovač, tam enega mirno udar, da mi to in vzame, ne. Ja. A veš, ko se hoče reči. Okay, že, čeprav so ga bildali kot good guy, je še zmer pač situacija je taka, tako. Vzame, skrije. Tudi pa Beraški taček. Beraški taček je bil spet. Jaz sem bil to vesel. On bo dobil svojega zmaja. Ne, zdaj bo tako, gledal ga bo naprej, on ga bo posvojil, pa niste, sam najdete, pa je takoj konc. Ampak je pa že spet ta nek kontrast, kot se je rekel, ker ga bildajo kot dobrega, ne? Se pa vse in to nekako, ta pa poboža tega psa, v smislu, da je nek ta moment, da tam ni glih, pa ima res hčerko, ki hira doma, ne, pa tako, pa tam ženo vidimo, ki je brez hrane, da čakala sem cel dan, dajte mi karkoli, ne. Bolj na ta način. Pa imaš par teh momentov, ki pelejo tiste koze čez, pa je ta Fonzi, ne, iz Kraljevega pristanka, ta, ki pije non-stop, pa tisto juho, ki je, pa vidiš, kako pol od bele gliste agenti širijo dezinformacije, ne, oziroma... Tam sem se vprašal, to je Unaje, ne, ki je hod Aemond k njej. Ja, vede hod k njej. Ki vede hod k njej. Ampak tle je tudi vprašanje, a veš, koliko je pač Una debata, kaj da bila oba naštimana. A veš, ne samo Una. Ker se tako dobro pokloptaš, kaj da bi bila ti bod tukaj, pa pridem jaz in bomo skupaj, a ne, pač se tudi se je imel tudi viziti, je imel pojedine, ampak če je bila pa lahko, če je bila pa pač slaba letina, pa on ni imel, ne, so se tudi oni znali zadržati, ne. Tako zelo prefinjeno. Huda fora pač. To, pa imamo pa posledica tega, je pa tudi pol napad na Alicent pa Heleno, ne. Mogoče prej še Alicent pa brata. Seveda, yes. Ta brat je, ta pogovor je bil tako, ki ga je brat hotel tako 15-krat zaključiti. Pa ona, ne še to, zmeri bilo tako. Ona bi bila super za to prodajo po telefonu. Znaš, kaj te zna, počakaš. Ampak gospod, a ste pomislili? Ja, točno to je. Ja, ampak je pa, mislim, tako, tle pa ta realizacija, pač, ki reče, veš, a so slabi pač, da sta te dva moja sinova slaba, zato ker sem jaz zraven, ali je dvor, pa on, ko pravi, da it's not a salubrious place. Ne, pa še dobro reče, I'm sure you did your best. Ne. Kaj je tako? Lahko razumeš kot, ne, nisi ti kriva, lahko pa razumeš tudi kot, ti si malo kriva. Mal pa tudi ti kriva. In pač zdaj imamo, zdaj buildajo, en je rekel, če nekaj naredite, da pač on prebere Wikipedia zapis od Derona, pač njegova naloga. To. Zanimivo bo, ker on tudi ima zmaja tam, ne? Tako, kdaj se bo pojavil, pa ko smo mogoče še prej gremo na ta napad, ko smo pri zmajih, imamo tudi dol, Rhaenyra najde tisto ožgano in polka debatirajo pa se, ste se pa zlagali, vi pa imate zmaja tukaj, pa to, ampak in tle se zdaj vidi pač, da ta zgodba, tudi tisto, ko smo se tudi že pogovarjali, ta Neška Nettles, ki je v knjigi, je očitno pač Rhaenyra je vzela njeno vlogo oziroma so združili. Združili.
Ja, ker v knjigi je pač ta ovčji tat, ne, je ime prav tega zmaja, ga Nežka dobi in ona, Rejna, ima pa zmaja, ki je še premlad za vojno, ne, ga nekako vse en dobi, ampak tukaj so pač združili, kar je po svoje jasno, ker imaš nekoga, ki ima že vlogo, si dal jasno, da ga boš skušal uporabiti pol noter. Čeprav škoda, ne pa če eno zmajsko seme bi bilo, ampak tle. Veš, po drugi strani tako, ja, ampak kot sem se vedno že prej pogovarjala, zelo bi bilo pa po svoje vse en weird. Zdaj, še to upeljati, ker se mi zdi pa, da res ne bi bila močen loka, ker se mi zdi, da kle res stavijo, da so toliko lokov, kot jih imajo, so vsi relativno kar močni. V bistvu, po svoje je ta Damonov še najbolj švoh, pa se veliko dogaja tam. Tako da, še enkrat, to res ni Igra prestolov, kjer bi si prvoščili tudi dva, a veš, Donderika, pa to, a veš, kaj je bilo tako, vse je bilo, ampak enkrat na 6 epizod neki mogoče. Meni je všeč, kako si ti Berika Donderjona v Donderika preimenoval. To stojim za tem, pižamc. Stojim za tem. Dej med predloge za naslov. Za svojo nevednostjo, super. Čakaj, Donderik, mislim, da ti zvonijo iz doba zdajle na vrati. Hočem, da je Donderik možno za naslov. Hvala. Ne, tako, ful je cool, če so, pa valjda bo to njen zmaj, to je dosti jasno, ki je pač ta kader, da pač tako je, a ne. No in pa imamo pa še tiske, gre sta Helena pa Alicent prižgat svečko za tamale, ne. Za tamale, pa Helena je prej še, to moramo, uni bilo tudi zanimivo, ki ima une svoje hrošče, prav, eden je nehal pet. A ja. Ne, kaj spet pač, kaj je zdaj to za ena prerogba? Je to, da so njeno mamo utišali, ali je to pač Egon, ki ne more več funkcionirati, ali kaj drugega, tako zelo, spet fino mečkam tega kriptičnega notka, veš, neki bo, ona ima te neke videnja, ampak ne vemo, kam pila. Ja, no, in pol gresta pržgat svečo in... Pa se zgodi, v bistvu, se zgodi policijsko nasilje, se zgodi. Ja. Zato, ker eden od policistov ima malo krajšo lightningo, kot vsi ostali, in potegne ven meč, mu odseka roko. In mislim, da so bili to te trije, ki so od šarlatani. Njegovi pivski bratci, ki jih je postavil. Pa ful je zanimivo. Se tudi vidi, ki so jih polne. Ker se tudi vidi, ki so pač lahko, oni so dejansko tega rdeče srajčniki. No. Veš kaj je ful dober? Polka greš ta noter v tisto kočijo, ne? Ker do zdaj si tako mislil, ta kočija je pa tako narejena, da jih ne upeče sonce. Ne. Ta kočija je tako narejena, da če greš noter, ne pridem ben not, prijatelji. Zelo tako je narejeno. Šamar z ribo je bil. Ja. Pa tako da prav slišijo ime Rejnera znotraj v bistvu pred kipu. Pač, mislim, ta hibridna vojskovanje je kul. Kar nas potem pripelje do... še unga pa še to moram, sam če to omenimo, ona ima tudi porežejo porok. Enako, kot je ona porezala jaz sem pa mislil, da je to sam kri od unga modela. A je rana, dejansko rana? Ona ima prav razparan. Ok, to pa nisem dojel. Jaz sem mislil, da je to bolj sama. Kako je ona Rejnera. Valjda, ok, super. To pa nisem dojel. Ok, hodo. Pol pridemo pa do Bele gliste in Rejnere, prej še Rejnera unga udar, kar se mi je zdaj dosti genius. Tudi besedilo, mislim, tudi tekst je bil dosti genijalen, ker se je najbrž moja napaka, da ste se me nehali bat, ki tam laufa za njo, pa ji pametuje. Mansplaina, bi človek rekel, pižanc. Ja, mansplaina. Se strinjam. Hvala, ker si mi to razložil, Anže. Vem, če ni bilo jasno, slučajno. In vsem poslušalkam najnega podcasta. Bodimo iskreni, zdaj še kakšna potem. Bodimo iskreni, to razlagam predvsem poslušalkam. Mislim, da poslušalci so to dojeli. Že spet, povej, Dino, povej do konca. To šalo moramo še parkrat uporabiti. Šarlatan. V glavnem. No, ponovno pa to, jaz bom tako rekel, a si ti vedel, da se boste ljubčkale? Tako bom rekel. A si ti vedel? Okay. Ker se mi zdi, da tudi ni bilo nekaj tako napeljan, se mi zdi, da je bilo zelo napeljan v smeri
v smeri, jaz te pomagam, verjamem ti, ker si bila že čisto na dnu, jaz sem ti pomagala, ti si meni pomagala. Res, mogoče pa kle midva kot moška, ne, nisva znala oceniti, kaj se dogaja. Pa, jaz bi tukaj rekel, pač ta prizor je full sporednic, lahko povežeš s tem prizorom, ki sta bila Vicky Fit pa Egon. Ja. Zdaj imamo nekoga, ki se odpre, ki pove nekaj. In tle spet mečkan je, se pravi, ona je ne vem, kdaj jo je že vprašala za to brazgotino, in ker je rekla, ne, pač ne bom povedala. In tukaj imamo zdaj pač, se pravi, očitno se ona počuti tako varno ob njej, da ji pove, ampak obenem ji tudi pove pravzaprav, da ji zaupa, da stoji za njo. Se pravi, Renira dobi osebo, ki verjame, da je sposobna. Ker ne tudi pač tudi Jace je skozi, ko pač mama, saj si kul, saj si kraljica, ampak lej, Damon mora tle majem, ne moramo brez njega. In se zdi, da pač malo je, mislim, da ste se obe znašli v nekem tem ranljivem trenutku, ki je pač mogoče, ker ste se odprli, prepustili bližino, da pravzaprav nekaj niti ne ful načrtovanga. Pač da je pač sam obe, veš, obe tudi, se pravi, tudi se če tako gledaš, tudi Renira ni imela, pač je bila v nekih odnosih, ki niso bili najbolj zdravi. Ampak glej, jaz bi vsem bi tako rekel, koliko pa dopuščaš pol možnosti za ta, zdaj sem skoraj rekel tako martinovski cinizem, pa mogoče ni cinizem, bolj realizem, tako, kot si recimo pri Vicky Fitu takoj po dvomu. Ja, točno to, ne? To je, ker je odprto. Ker je odprto, tako je in posneti in odigran, se mi zdi, da oboje lahko, pač obe interpretaciji sta možni. V bistvu je tako, jaz recimo bom zase rekel, jaz sem to videl kot v resnici zelo iskreno stvar, ampak racionalna, ker vem, da gledam neki Martinovska, mi je pa tako rekla, koliko je to res sam lep trenutek. Sej je, tako kot življenje, najbrž je, tako kot sem pri Vicky Fitu rekel, lahko je 50-50, lahko je 70-30, vse je, ampak to so nas pa že vzgojili v tem svetu, da ne jemlješ nič kot samo tist, kar je tam. Tako da, kar je spet super popotnica za naprej. Jaz res mislim, da je tako, jaz ne vem, zadnje dva, kot sta bila blockbusterja, ta res, moram reči, da mi je sam malo prepočasno, ampak še enkrat, bolj montaža, kot karkoli vsebinskega. Zdaj pa res mislim, da tako Američani na vse cilindre je šel ta šov. Tako, res dober. Res dobro. Pa ta poza mora, ki je tako kauno leti noter, ki pravi, jaz sem pa tlele, malo sem se naslanjala na mizo, malo sem utrujena, prav živno tako najstnik, ki punco dan prepelo, tako fotor upada, pa mama upada, Pa obe se tudi premakneta se, ne? Prav tisti. Kot freeze frame na koncu. Ne, top je. Ampak to ta freeze frame iz... A ti si gledal kdaj tale Police Squad? Ja, sem. Ja, vem, oni freeze frame, ki niso freeze frame. Te freeze frame na koncu, ki so pač ti si super. To je... Za vse, ki ne veste, to moramo pa povedati, Police Squad je serija, mislim, da je bil 6 ali 2x6 delov, kar je zelo zanimivo, da so Američani delali po britanskem sistemu. In serija, ki je rodila potem filme Gola pištola, ki ga bomo zdaj dobili, neke nov zagon. Mislim, da je Liam Neeson, da bo noter igral. Liam. Don Derek, pižama. Don Derek. Jaz bi imel majico, ki bi sam Don Derek gor pisal, pa nek meč v ognju. Čakamo. Zdaj vprašanje, kaj bo. Jaz še nisem gledal, jaz sem zdaj sicer gledal manj, zdaj sem se še šel malo celo pogledati za naprej tele zmaje, kjer so, kdo bo koga jezdil, ampak ne bomo tega, ne bomo, samo zato, ker me je res zanimalo to, a veš, koga bojo združili, pa ta Deron, da je, ampak tako da, ne vem, čaka se zdaj, mislim, da zdaj bo predvsem to, pač kaj bo Damon zdaj naredil, zdaj pa mislim, da je res tle, da zdaj je razčistil nekako svojo psiho, Freud si je veselo otresel cigaro in to se je tako narobe slišal. Zdaj, ko sem rekel. Jaz tudi nisem. Zakaj si rekel?
Okay. Ne, pižamc, tišina, ljudje, aparatus.si pošiljnica podpri, aparatus.si pošiljnica Discord. Kaj je bilo? Aparatus.si Zadnje čase imam s tem res težave, ne vem zakaj. Sicer pa, kaj si ti na Instagramu? Stric Bedanc. In tudi pol na Fredzih najbrž, ne? To isto deluje. Na Fredzih tudi, ja. Tudi, ja. Jaz sem pa tam in tam Anzeto, tako da dajte nam poslediti pa težiti. Kakšno ceno v Apple Podcasts. Hvala, ker ste poslušali. In pa... Rada vas mava. Tako. Pazite, kje otresate... za Don Derika. Jaz sem imel pa pazite, kje otresate cigare. To je bil moj avtor. To je to. Okay, iskreno prijateljstvo. Iskreno prijateljstvo. Ja, Viki Fit pa Egon. Kdo je kdo? Okay, adijo.